Letos mineva 60 let, ko sem prvič obiskala naselje Pivšča. Bila sem član Sveta za varstvo družine pri socialnem skrbstvu občine Murska Sobota. Bila sem zadolžena, oziroma obravnavali smo problematiko Romov. Stanje Romov je bilo zelo slabo. Sprejeli smo sklep, da bomo začeli s predšolskimi otroci, zgradili montažni vrtec. Največ zaslug je imel dr. Vanek Šihtar, načelnica za družbene dejavnosti, ki se je zelo angažirana pri montažnem vrtcu. Stopila je do direktora Lesno predelava Murska Sobota, ker je naredil tudi načrt, in to podjetje je naredilo ta montažni vrtec. V svetu smo bili zadolženi, jaz za opremo in organizacijo dela v vrtcu. Nadzornik je bil delavec socialnega skrbstva, bila so določena sredstva, v kakšni višini lahko uporabim za opremo tega vrtca. Ta vrtec se je razlikoval od ostalih vrtcev s tem, da smo celoti preoblačili otroke. Od spodnjih majic, žabic, smo imeli copate, trenerke, igralne obleke. Vse to smo sešili v mestni šivalnici Murska Sobota. V blago, in to nam je dostavil potrošnik. Direktor Hojer se je zelo angažiral pri tem materialu, da je bil primeren pralni, naraven material, zelo kvaliteten. In se sešile obleke, ki so ne ovirale otroka pri igri. Vrtec je bil opremljen, kdo bo delal. Seveda nobenega ni bilo, sem se potem rekla, dobro, bom pa jaz nekaj naredila dobrega za naše Rome. Nastavljena je bila vzgojiteljica jaz in eno tehnična oseba, Vikica, ki je skrbela za čistočo, za malice, priskočila je na pomoč pri varstvu otrok, pozimi pa za toploto. Kako priti do Romov, do romskih družin? Bili so, kako bi rekla, oaza sredi gniju, do njih je vodila samo ozka poljska pot, ob najmanjšem nalivu je bilo polno blata. Stanovanja njihova so bile kolibe iz različnih materialov. Življenje teh Romov je bilo zelo slabo. Ločili so se tisti, ki so bili zaposleni. Meni se zdi, da je bilo 5 družin, ki so hodili na delo in so odstopali. Imeli so drugačno prehrano, bivalni prostori so bili drugačni. Ostali so se prehranjevali, glavnem to, kar so Romkinje naprosjačile. Zmogljivost teh Romov je bilo fizično zelo slabo, ker niso imeli normalnega življenja. Bila je zaprta družba, kako priti do njih, do teh družin, kateri imajo romske otroke. Navezala sem stike z 2 brigadirjema, to je Baranja Lac in pa Pesner Enge, ki sta bila leta 60 v brigadi, Beli breg v Srbiji. Največ mi je pomagal Laci, ki je navezovala sem stike z temi družinami, da sem postopoma dobila seznam otrok. Ko smo začeli 19. novembra 62. leta z delom. Problem je bil ta, da romski otroci niti ene besede niso znali slovenski. Najprej smo se kot tuj jezik, jaz in oni, učili. Najprej smo spoznavali predmete v igralnici, potem pa ožji okolici. Delo je bilo zelo naporno, 100-krat smo mogli ponoviti eno besedo, da so si osvojili. Vendar počasi se je stanje izboljševalo. Po otroke sem hodila skoraj eno leto
po domovih, ker ji niso prihajali. No, ta čas pa je varovala te otroke Vikica. Največji uspeh pa je bil takrat, ko smo šli v kolonijo v Baško, 63. leta. Tam so se ta skupina teh od 21 otrok, 10, zelo dobro počutili, bili so vzgled ostalim in prvič sem začutila, da so se čutili enako vredni ostalim otrokom. To me je zelo razveselilo in vedno smo bili vzgled ostalim. Vedno je upravnica, ta Zdenka, rekla: "Poglejte si Rome, kakšni so, kakšen red imajo, čistočo in vse." Bili smo kot ena, jaz mati, kot družina. Igrali smo se, vsi so nas Baški gledali, ker so imeli vsi enake majice. Imeli smo zelo lepe majice, rdeče z belim obrobljeno, plave z belim obrobljeno, no kopalke pa to se pa sešile midve z Vikico, z mojo sodelavko oziroma tehnično osebo. Dosti prostovoljnega dela je bilo opravljeno in njo tudi ne bi smeli pozabiti, ker je nikoli ni rekla ne. Vedno je pristala, kajkoli je bilo trebalo narediti, je naredila. Moram pa poudariti to, da je bila taka enotnost, tako sodelovanje v občini na vseh področjih, od Delavske univerze do Rdečega križa, zdravstvenega doma, občine, podpora delovnih organizacij, seveda vodstvenih. Ko so videli po koloniji, da samo hočemo dobro njihovim otrokom, so začeli otroke pošiljati v vrtec. Delo je potem steklo normalno, seveda z velikimi napori. Bilo je sodelovanje na vseh področjih, tudi zunaj, to je socialnega skrbstva, je skrbelo občina, je imela zelo velik posluh, pa še verjetno danes, zato je taki napredek tudi v naselju Pišča. Ti Cicibani, ki so takrat hodili v vrtec, so zdaj že dedki in babice. Sem ponosna na njih in tudi na poznejše generacije, ki so prispevali k razvoju tega naselja. Bili so zelo hvaležni, tudi zdaj še srečam v mestu, ko sklikne Dušica Vera, sem ponosna na njih in pa vesela, da so bili zadovoljni, srečni. Vedno sem skrbela, da so bili veseli, zadovoljni, ko so se čutili enakovredne ostalim. Razvoj naselja je iz leta v leto se izboljševalo. Bila sem zelo zadovoljna, ponosna tudi na moje delo, da sem nekaj prispevala k razvoju te krajevne skupnosti na Pišči. Dobila sem tudi priznanje častni občan krajevne skupnosti Pišča. V Soboti je bil velik posluh do vodstvenega kadra na vseh področjih. Sodelovanje je bilo zelo dobro. Hodili smo za novo leto se zahvaliti, tudi nastopati za Cicibane iz vrtca, da smo se zahvalili za vsa dobra dejanja, ki so naredili za ta razvoj v Pišči in pa našim Cicibanom v vrtcu. Vedno sem v življenju gledala, da so otroci bili zadovoljni, srečni, tudi jaz, če sem nekaj dobrega naredila in bi, če bi bilo potrebno, bi začela zopet z tem delom, za dobrobit Romov. Vule, 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 vučanko, 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 anku, šabediko, šabediko, nankin, penkin, pumparicki, nankin, penkin, pumparicki, klavač, 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 ha, 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 ha.